puška na avto, praske po avtomobilu, se pravi te majhni manevri parkirišča in kaj tazga, ko je že peša globinski vid, in ne zaznavamo več dober, druga zadeva, že iz vsakdanjega življenja pozabljivost, vse ostalo, kar sodi k starosti. In pa ne nazadnje tudi to, kaj slišimo v samem okolju, v lokalnem okolju, se so lahko tudi sosedi mogoče zelo dober vir, ki te opozorijo na to, zdaj pa mogoče. Tako. Zdaj, zelo hitro lahko to ugotovimo, v trenutku, če gledam iz svojega vidika, ko svojemu staršu ne bi dal svojega otroka zapeljati. Bolj že vem, da. Se pravi, to bi mogel biti naš prvi apel, da si ne upamo, pomeni, da vemo, da nekaj ni v redu. Druga zadeva pa je, da moramo tukaj spet zelo široko gledati. Lahko je to zaradi samega nepoznavanja, kar zelo veliko ugotavljamo, da so detajli, ki jih pač niso bili naučeni in jih begajo, in zaradi ene zbegane situacije v prometu lahko delaš potem katastrofo, zato ker pač imaš to v možganih in trpi zaradi tega. Druga zadeva pa je, ko govorimo o bolezenskih stanjih, kjer pač enostavno naš ne dosega več tega, kar bi mogel, tukaj pa morajo biti kontrolni zdravstveni pregledi, tukaj pa žal nismo več ogrožajoči sami do sebe, ampak do celotne okolice. Samo v prometu. V prvi vrsti jaz mislim, da noben od nas nima čarobne palčke, kako, na kakšen način bi to povedal, zato ker so to osebe, do katerih imajo zelo visoka čustva, oziroma zelo visoka čustva, ampak v prvi zadevi sem pa prepričan, da je to treba zelo subtilno povedati v smislu, da ni konec sveta, če nimamo izpita in da imamo alternativo. Zelo enostavno je reči nekomu, ne smeš več voziti in ga pustiti 10 km manj z Ljubljane, prepuščenega samemu sebi. Vkolikor se odločamo za to, se moramo zavedati, da bo to ali naša skrb ali skrb nekoga drugega, da mu bo pomagal. Ta odgovor je meni tako, da tudi počakam, da me bo policija dobila na najhujši kršitvi in me mogoče celo zaprla. Še zmeraj sem mnenja, da znotraj družine so vezi tako spletene, da se da v teh stvarih pogovoriti. Siguren pa sem, da to ni enostavno. In nobena stvar, ki vzame človeku samostojnost, pač ne more biti enostavna. In to je najbrž problematično, ampak vsekako, če se bomo sami dobro pripravili na to, če bomo vedeli zakaj in predvsem ne za obsojanjem, nisi več sposoben, ampak strah me je za tebe, da se ti bo kaj zgodilo, bomo po moje, da na dolgi rok tudi to dosegli, ker vidimo, da se ljudje tudi sami že zelo so bistveno bolj ozaveščeni kot par let nazaj in nekateri celo sami oddajo vozniško dovoljenje.